Za konec pa bomo vstopili še v svet mistike in paranormalnega. Gre za telepatijo, ki je sicer stara, kot je staro človeštvo, a še vedno zavita v tančico skrivnosti. Menda lahko nekateri ljudje s pomočjo prenosa misli delajo prav neverjetne stvari. In če je to res, le kdo si ne bi želel imeti takih sposobnosti. Videli boste, kaj so o tem dognale tuje raziskave. Telepatijo so proučevali v vojaške in zdravilne namene in spoznali boste tudi Slovence, ki pravijo, da imajo telepatske sposobnosti. Bi lahko partnerju poslala navodila, naj pospravi hišo samo z močjo mojih misli ali vplivala na šefa, da mi ponudi povišico? Nekatere spletne strani obljubljajo, da je s pomočjo telepatije mogoče vse. Ampak veste, to so stvari, ki se dajo razložiti še na druge načine. Ni potrebno, da gre tukaj za neposredni prenos misli. Razmišljamo pogosto na podobne načine, podobne izkušnje imamo. Ljudje, ki živijo dolgo časa skupaj, imajo ogromno teh podobnih, enakih izkušenj. Na nek način se ga energijsko dotikam in mi začenjam dobivati sporočila, bodi si prek slik ali prek tega, da neposredno kot misli se zavedam o ozadju njegovih težav. Vesna Periček-Krapeč raziskuje in pri svojem delu uporablja telepatijo že vrsto let. Definicija nadnaravnega pojava je prenos sporočila na daljavo, brez uporabe besed in ne glede na prostorsko oddaljenost. Zato potrebujemo orodje. In naše orodje je naše avrično polje, naš razum in naše srce. Koliko je čista aura, toliko čisto lahko sprejmemo sporočilo. Prepričana je, da smo ljudje telepatsko povezani na več nivojih. Nezavedno pa jo uporabljamo nenehno. Z njo delujemo na druge, kot tudi drugi delujejo na nas. Postanemo lahko celo žrtve tujih misli. A jaz lahko telepatsko mojega šefa prepričam, da mi da povišico? Lahko vztrajno mislite nanj. Lahko si vztrajno predstavljate njegovo podobo in lahko še na zelo konkreten način, bolj konkretno si predstavljate, kako sprejema vašo misel, ki jo zelo odločno, podprto tudi z vašimi željami pošiljate v njegov miselni prostor, v njegovo glavo. Vendar je zelo pomembno vprašanje, ali je to dobro. S telepatijo je tesno povezano tudi vprašanje etike, naših motivov. Vznemirjena sem obiskala Neli Rep, saj pravi, da lahko vzpostavi telepatsko povezavo z umrlimi. Je zdravilka po metodi karmične diagnostike in svoj telepatski in jasnovidni dar uporablja za pomoč ljudem, da si telo in podzavest očistijo zamer, mi pojasni. Bi lahko mogoče kontaktirali koga od mojih prednikov, ki so umrli, pa pač ga vprašali, kako... Bova poskusile. Ni pa kle nobene garancije, da lahko nekoga prekličeva, pač mora biti zadoščeno nekim določenim pogojem, ko si v popolnem miru. Tukaj imamo kamere, enih motečih vibracij. Neli pravi, da za stik ne potrebuje posebnih priprav, je pa res, da se le ta zgodi ali ne. Medtem, ko sva čakali, mi pojasni, kako se je vse skupaj začelo. Sem začela komunicirati z mrtvimi. Nekaj časa mi je to bilo sicer zanimivo pa fascinantno, pa te začne pa to že obremenjevati. Jaz same podobe ne vidim, ko komuniciram, ampak v bistvu dobivam stavke, prispodobe, neke predmete. A ja, se vam pa nobeden? Ne še. Ne še. A to traja dalj časa, ali kako? Ni to kar tako. Ko bi si mi zaželeli, zdaj bomo pa mi tako, ko po telefonu nekoga poklicali, bomo poklicali po nebesa. Tako se na lastne oči nisem uspela prepričati, kako takšni pogovori potekajo. Kakršenkoli preizkus miselne ali čustvene telepatije pa je Neli zavrnila. Nikoli nisem tega preverjala. Zato, ker me je vedno zanimal človek, živ človek. Kako lahko njemu pomagam.
Začetniki znanstvene parapsihologije so uporabljali mnoge pripomočke, da bi postavili znanstvene temelje telepatije. Ene bolj znanih so Zenerjeve karte s 5 simboli. Zadetki se niso odmikali od slučajnosti in tudi ponovitve so bile težke. Tako je telepatija ostala zavita v tančico skrivnosti. Morda gre za tako subtilne zmožnosti, če gre za pravo telepatijo, da se preprosto ne dajo obnoviti in ponoviti kar tako. Mednarodno nagrajeni psihološki iluzionist Sam Sebastian pa mi je po telefonu zatrdil, da njegovi preizkusi telepatije nikoli ne spodletijo. Izvala sem ga v Mariboru prav z Zenerjevimi kartami. Enega od teh simbolov si prosim izberi, katerega koli želiš. Ja, lahko pokažeš našim gledalcem tudi. Zdaj, lahko povemo tudi, da se nisva tega vnaprej dogovorila. Res je. Res je, ni zmenjeno. Ok, misliš na svoj simbol? Ja. Jaz čutim, da si vzela križ. Še enkrat, da vidimo, ali mu je ratalo, ali dejansko ve, kaj dela. Jaz mislim, da so 3 črte. A če še tretjič? Mislim, da si vzela tokrat eno zvezdico. Pa kako? To res deluje telepatsko. Točno. Jaz sem vedno bil iskren v svoji neiskrenosti. Namreč, da je najprej premisa to, jaz sem iluzionist, psihološki iluzionist in kar počnem, kar boste videli, je simulacija teh parapsiholoških fenomenov. Uporabljam naših 5 čutov, zato da ustvarjam iluzijo 6. čuta. Gre za simulacijo teh fenomenov, kako bi bilo, če bi bilo res. Sam Sebastian je skrivnost svojega uspeha zadržal zase. Jaz bi si res to želel in bi zanj želel, da je zmožen tega. Ampak dokler lahko jaz njegove pojave simuliram s svojimi tehnikami in dokler mi on ne morem narediti preprostega testa, ki bi mu dokazal to jasnovidnost, tako dolgo mu ne morem verjeti. Tu pa je zelo malo zanesljivega znanja in je še vse odprto. Tudi razlag paranormalnih pojavov je nič koliko, kar je najbolj zanesljiv znak, da so stvari še popolnoma skoraj nerazložene. Torej je zaenkrat še vedno najbolje, da svoje želje čim bolj jasno ubesedimo. In nas ideja telepatije razveseli, ko nas pokliče točno tista oseba, ki smo jo želeli slišati. S to mislijo pa tudi končujemo današnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje spet v ponedeljek.